Lep pozdrav! Danes bi vam rad predstavil dva naravna netiva, to sta suha trava in brezovo lubje. Suha trava je pač nam na razpolago skoraj preko celega leta. Tudi če je malo vlažna, jo lahko posušimo in jo uporabimo za netenje oglja. Brezovo lubje, breza kot drevo, je v naših gozdovih dosti pogosta, da se je dosti enostavno najti. Tudi če je vlažno, če je mokro, se s pomočjo brezovega lubja da lepo zakuriti ogenj. Tako da v bistvu kar gremo na prvo suho travo, pa potem še brezovo lubje. Suha trava, bom rekel, je eno netivo, ki je nam praktično dostopno celo leto. Takrat, ko pač smo v naravi, v gozdu, ko vemo, da bomo v toku dneva mogli ogenj pač zakuriti, si naberemo suho travo in dejansko si jo tudi takrat, ko jo najdemo, si jo naberemo in jo shranimo. Ker pač takrat, ko boste vi rabili ogenj zakuriti, se lahko naredi, da pač tam v bližini vašega tabora pač te suhe trave ni, in takrat, ko jo pač najdete, jo naberete in si jo shranite. Nabrano suho travo, ne glede na to, lahko je tudi malo mokra oziroma malo vlažna, če jo shranimo nekam v telesu, kakšen žep, takole v hlačah, in jo nosimo preko dneva, se nam pač ta trava sčasoma tudi v žepu posuši in takrat, ko jo pač potrebujemo, jo lahko pač uporabimo za netenje. Suha trava nabiramo samo takole po vrhu. Čim bolj po vrhu, ker pri zemlji je običajno vlažna. Običajno je dovolj takle, v bistvu za eno pest trave, potem je pa to treba čim bolj to razdrobiti, nekako z rokam jo premleti, da dobimo čim bolj tako tanko travo. V bistvu noter te trde delce scufamo. Da takole takle gnezdek nastane. Kresilo pa v bistvu ta oster rob, tukaj ima zelo oster rob, lahko pač tudi uporabite nož, če ima hrbtišče dosti ostro. Kako je najlažje s kresilom? Velikokrat takole gledate, z tem ostrim delom ljudje probajo zanetiti. To je zelo težko, no. Najbolj učinkovit je, da vi postavite ta oster del na kresilo, močno pritisnete v kresilo in potem kresilo potegnete majčkeno na gor in nazaj. To takole nekako izgleda. Pritisnemo kresilo dol in potegnemo. Še enkrat.
damo še nativo gor in imamo ogenj. Breza oziroma brezovo lubje, to je verjetno eden od najboljših naravnih materialov za netenje ognja. Vzamemo to zgornjo plast lubja, s tem tudi same breze pač ne poškodujemo, ker je to samo povrhnjica. Takole, še malo. Evo, takole par listov, jaz mislim, da bo dost. To je to, nabrali smo. Evo, to imamo zdaj brezovo lubje. Zdaj pa z nožem ali pa enim drugim ostrim predmetom moramo to povrhnjico nastrgati. Evo, takle drobižek iščemo, lahko še za vsak slučaj še malo z drugega. Veter mi nagaja, mi malo raznaša. Evo, vzamemo kresilo. Evo, je že parel.
damo gor netivo. To je zelo vroče, tako da ne glede, tudi če imate netivo majčkeno vlažno, mokro, ta brezolubje tako dobro gori, tudi dosti je, bom rekel, toplo, vroče je in že med tem, ko pač tole gori, se ta dračje suši, tako da ni problem, tudi če je malo mokro dračje, se da lepo zakuriti. Evo, gledajte, kako lepo gori, pa močno. Evo, samo dračje gor, sploh ni treba. Evo, če bi hoteli naprej zakuriti, naložimo dračje in imamo ogenj. Če pa slučajno v naravi ne najdemo naravnih materialov za netenje ognja, lahko uporabljamo razne gazice, prvi povoj iz prve pomoči in tako naprej. Tako da evo, takole gazo tudi takole lepo razcufamo. Evo, da je čim bolj razcupana. Naložimo netivo, oziroma pardon, dračje in imamo ogenj. Kresilo, suha trava pa brezovo lubje. Upam, da mi je uspelo nekako prikazati, kako s tem dvema naravnima materialoma učinkovito pa hitro zanetimo ogenj. To bi bilo za danes z moje strani vse, pa lep pozdrav, do prihodnjič. Srečno!